A se vam tudi zvrti, če na hitro vstanete? Ste hitro zadihani in vas pri teku boli pod rebri? Tukaj se nahaja vranica, ko v tistem trenutku požira naše eritrocite. In nizki eritrociti, ki niso normalno polnjeni, so nepravilnih oblik in so tudi zelo majhni, vodijo v razvoj pogoste bolezni, ki rečemo anemija. In anemija je bolezen, ki jo imam jaz, imajo pa tudi moja hči. In kako mi v laboratoriju izvemo, a imate anemijo? Ostanite z nami in izvedeli boste. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer vam laboratorijske podgance prinašamo zanimive vsebine s področja osebne diagnostike, peljemo vas pa tudi v ozadje laboratorija, zato da boste videli, kaj se dogaja z vašimi vzorci. Anemija v prvi vrsti pomeni stanje, kjer ima oseba nizek hemoglobin. Hemoglobin je protein oziroma krvno barvilo, ki krvi daje to lepo rdečo barvo. Tako da Sneguljčica ni imela ustnic rdečih kot kri, ampak rdečih kot hemoglobin. Idemo za začetek pogledati, kje se nahaja hemoglobin. Eritrociti so ena izmed treh vrst celic, ki jih najdemo v krvi, se pravi tekočem tkivu. In številčno je eritrocitov največ in na to jim sledijo levkociti, se pravi obrambne celice, in pa na koncu še trombociti, ki so pomembni za starevanje krvi. Ker je eritrocitov največ, imajo zato tudi eritrociti najbolj pomembno vlogo, in sicer prinašajo kisik do celic in odnašajo ogljikov dioksid. In eritrocit si zato najlažje predstavljamo kot krvne vrečke, ki so take sploščene oblike in vsebujejo hemoglobin. In na hemoglobinu imamo vezavna mesta za železo, zato včasih ljudje mislijo, da je nizek hemoglobin tudi nizko železo. Ker je eritrocitov veliko, so to celice brez jedra, se ne delijo in v povprečju živijo nekje 120 dni. Tvorijo se v votlih kosteh v kostnem mozgu, tvorjenje pa spodbuja tudi vrsta procesov, med drugim tudi hormon eritropoetin, ki sporoči kostnemu mozgu, da je potrebno izdelati več celic. In eritrociti na to 120 dni pridno opravljajo svoje naloge in nato pa počasi odmrejo. Ko odmrejo, celica poči in v kri se izpusti hemoglobin. Mrtvašnica za eritrocite je v bistvu naša vranica, zato lahko v fizičnem naporu vranico tudi začutimo in jo tudi lahko tipamo. Hemoglobin v potoku, se pravi tisti, ki se izplavo iz mrtve celice, se nato prek vrste procesov preoblikuje v bilirubin, ki ga potem presnovijo jetra in nato se bilirubin izloči prek prebavil. In vsi ti procesi se dogajajo, ko jemo, smo v službi, se igramo z otroci in ko spimo. In vseeno uspe naše telo izdelati dovolj veliko število eritrocitov, da opravljajo svoje naloge, razen če imamo anemijo. In v primeru anemije so eritrociti lahko napačno zgrajeni, nepravilnih oblik, imajo nekatere vključke, ki so spremenjeni zaradi zunanjih dejavnikov, ali pa je povpraševanje po njih enostavno preveliko. Vsi te problemi pa vodijo k nizkemu hemoglobinu, ki je v bistvu glavni simptom anemije. V današnjem videu vam bova zato predstavila 5 najpogostejših anemij, bova pa ta video zaradi obsežnosti teme razdelila na 2 dela in zato spremljajte nas naslednjič, ko bova spregovorila s prehransko strokovnjakinjo o anemiji zaradi pomanjkanja železa. Prve so anemije zaradi napačne zgradbe eritrocita. Tisti, ki se prehranjujete vegansko ali vegetarijansko, verjetno veste, da je vitamin B12 zelo pomemben. Vitamin namreč predstavlja sestavni del za izgradnjo celic, iz katerih se nato tvorijo eritrociti. In eritrociti, ki nastanejo zaradi pomanjkanja vitamina B12 in tudi folne kisline, so praviloma večji in imajo krajšo življenjsko dobo. Bolezen je zato precej bolj pogosta pri tistih, ki si prehranjujete vegetarijansko in vegansko, saj je vir vitamina B12 in folne kisline v živalskih izdelkih. V megaloblastne anemije površčamo tudi perniciozno anemijo. Tu sicer oseba zaužije dovolj vitamina B12, ampak se ta ne absorbira. Rezultat anemije so tako veliki eritrociti, ki pa imajo krajšo življenjsko dobo. Druge so anemije zaradi nepravilnih oblik eritrocita. Hemoliza je razpad oziroma smrt eritrocita pred svojim dopolnjenim 120 dnem starosti. In določene vrste anemij so lahko podedovane in pri teh pride do napak v zgradbi eritrocita. Primer take anemije je na primer sferocitoza, pri kateri imamo eritrocite take nepravilnih oblik in so v bistvu zelo polnjeni s hemoglobinom. Poznamo pa tudi eliptocitozo, pri kateri so eritrociti elipsaste oblike.
Naslednje so anemije zaradi napak v notranji zgradbi eritrocita. Pri izgradnji eritrocitov sodelujejo tudi nekateri encimi. Če zmanjka kateri izmed teh encimov ali pa je nedejaven, so ti eritrociti drugačni, vsebujejo nekatere snovi in imajo zato krajšo življenjsko dobo. O bolezni praviloma govorimo takrat, kadar je vsaj 25% teh eritrocitov drugačnih. Naslednje so anemije zaradi hemolize, ki je posledica zunanjih dejavnikov. Anemija oziroma hemoliza eritrocitov lahko povzročajo avtoimuna obolenja, pri katerih telo začne tvoriti protitelesa proti lastnim eritrocitom. In tudi določena zdravila lahko delujejo kot hapten. Se pravi, hapten je nepopoln antigen in ko se ta hapten veže na naš eritrocit, potem imunski sistem to prepozna kot tujek in začne proti njemu tvoriti protitelesa. Anemije pa lahko nastajajo tudi zaradi kemičnih snovi, naprimer težke kovine, strupi in izločki insektov, pajkov, kač in pa tudi toksini nekaterih bakterij lahko okvarjajo encime eritrocitov in s tem povzročajo oksidacijo hemoglobina. Pa tudi obilna krvavitev lahko povzroči anemijo, saj izgubimo veliko število eritrocitov. Kri se sicer nadomesti z vodo, ampak eritrociti se morajo pa še ustvariti na novo. Tudi ženske med menstruacijo, sploh če je ta krvavitev močna, izgubijo kar nekaj krvi, to pa se da tudi zmeriti. In končno smo pri železu. Naslednje so anemije, pri katerih so eritrociti majhni in posledično manj polnjeni z hemoglobinom, to je sideropenična anemija. In to je anemija zaradi pomanjkanja železa in ni pa podedovana. Je najpogostejša anemija in je zato ljudje posplošeno pravimo, da je anemija tudi nizko železo oziroma pomanjkanje železa. Kot ste videli prej, so predstavljali neke vrste anemij, obstajajo pa še druge, za katere niti še niso odkrili razloga. Anemija zaradi pomanjkanja železa nastane zaradi premajhnega vnosa železa, se pravi, ga imamo premalo v hrani, ali ga pa telo ne zna absorbirati, ali pa druga možnost zaradi krvavitev. Telo namreč normalno zgublja tudi železo. Moški in pa ženske po menopavzi na dan zgubijo nekje 1 mg železa. Med menstruacijo je ta izguba večja in lahko znaša do 1,2 mg, med nosečnostjo pa lahko celo do 3 mg železa na dan. Če železa ne vnašamo dovolj s hrano, ga telo prične črpati iz zalog. Če se pa tudi te zaloge izpraznijo, se razvije anemija zaradi pomanjkanja železa, se telo prične posledično tvoriti manjše eritrocite, mikrocite, te pa seveda vsebujejo tudi manj hemoglobina. In Bija tukaj je ena izmed oseb s sideropenično anemijo. Kako to veva? Ja, laboratoriju je dala kri. Izmerili smo hemoglobin, ki je že znižan in eritrociti so že mečkani. Serumsko železo je nizko, zaloge železa ima sicer še normalne, to je hormon feritin, bova enkrat drugič govorila o tem, ampak očitno je čas, da nekaj stori. Jaz sicer že od majhnega vem, da imam anemijo zaradi pomanjkanja železa, lahko vam pa povem, kako se to občuti. Recimo, če prehitro vstanem, se mi tako izvrti. Velikokrat sem tudi utrujena, omotična, pogosto imam glavobole, imam tudi nizek krvni tlak in pa precej bledo kožo. Kadar je pa moj hemoglobin še posebej nizek, mi tudi šumi v ušesih, pa še srce mi razbija. Je pa odkrivanje anemije šele prvi korak, no to je dobro tudi odpraviti oziroma oblažiti njene znake. Kako pa odpravite anemijo in dvignete serumsko železo, boste izvedeli v naslednjem najinem videoposnetku, zato naj spremljate še naprej. Če mi je video všeč, nama stisnite like, spodaj se lahko naročite na kanal. Mi dva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!